Ob 25. obletnici Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je direktor Borut Sever povedal, da bi moralo biti sredstev za pomoč ljudem vsaj dvakrat toliko. Lani so razdelili 18 milijonov evrov 118 organizacijam. Te pa so s sprejetimi sredstvi pomagale več kot 400 tisoč ljudem, ki so pomoč potrebovali. Živi nasi narodi, ki hrepni dočakat da koder sonce rojak, prost bo vsak, ne vrag le sosed bo. V nadaljevanju v prihodnjih letih ocenjujemo, da bo ta številka višja. Sredstva, s katerimi razpolaga fundacija, so odvisna od koncesijskih dajatev in od poslovanja najprej primarno obeh loterij. Ključna za nas je seveda Loterija Slovenije, potem Športna loterija in v drugem delu od posebnih iger na srečo. Tako da v tem delu pričakujemo, da bo v prihodnjih letih sredstev nekaj več. Lahko pa samo povzamem, da je pa, če pogledamo vse skupaj, teh sredstev dejansko premalo. Vsako leto je več kot še enkrat toliko, kot je sredstev prijavljenih potreb. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje v letu 2024 znaša več kot 21 milijonov evrov. Razmerje pri delitvi sredstev pa je 65% za delo invalidskih organizacij in 35% za delo humanitarnih. Vsaka organizacija, invalidska humanitarna organizacija, ki ima status, potreben status, prav to je status invalidske humanitarne organizacije, lahko stopi v sistem financiranja fundacije ob izpolnjevanju nekih drugih pogojev, se pravi, da izvaja neke programe. Tako da tukaj ni, bi rekel, nekih posebnosti. Vsi, ki delajo nekaj dobrega v naši družbi, lahko stopijo v sistem. Lanskem letu je bilo teh programov več kot 700. Tudi te programi vsako leto naraščajo. Sredstva pa, kot sem že omenil, v lanskem letu je bilo prijavljenih potreb več kot 40 milijonov. Omenil sem pa že, da je bilo pa sredstva, ki so bile na razpolago, pa nekaj več kot 18 milijonov. Zaradi poplav in neurij, ki so poleti doletele Slovenijo, pa so morali razdeliti še dodatno pomoč prizadetim. To sicer ne bo vplivalo na višino sredstev, ki jih bodo prejele ostale organizacije. Fundacija namreč vsako leto odvoji neka sredstva za primere izrednih situacij. In ravno z tega razloga smo potem nemudoma, kot rečeno, smo bili eni prvih v državi, sprostili sredstva, ki so šla najprej Rdečemu križu Karitasu, v nadaljevanju pa seveda zdaj obravnavamo po prispelih vlogah tudi druge zadeve, ki so najbolj potrebne nekega odziva, vezane konkretno seveda na zadnje poplave. V tem delu to ne bo vplivalo na nadaljnje, bi rekel, na naslednje finančno leto oziroma na javni razpis, ki je v teku. Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in invalide Luka Mesec in FIHO čestital za 25. obletnico. Ja, naše ministrstvo je zelo povezano s tem, kar počne FIHO. Ena točka so invalidi, mi smo tudi ministrstvo za invalide. Tako da tukaj si nadejam, da se bomo veliko koordinirali v naslednjem letu, ko postavljamo sistem dolgotrajne oskrbe in ob njem reformiramo sistem osebne asistence. Po drugi strani pa je naše ministrstvo tisto, ki nosi centre za socialno delo. Centri za socialno delo pa
tesno sodelujejo z nevladnimi organizacijami in nevladne organizacije so v bistvu zelo pomemben in potreben komplement klasične socialne države. Namreč ljudje, ki so v stiskah, se države dostikrat bojijo, medtem ko nevladne organizacije imajo v precej boljši luči, namreč kot neko verigo dobrih ljudi, ne? In se rajši obrnejo za pomoč ali pa za nasvet na humanitarno organizacijo kot na uradne državne institucije. Tako da tukaj je treba graditi tesno sodelovanje. Povedal je, da je pri ureditvi financiranja nevladnih organizacij Slovenija zgled drugim državam v Evropski uniji. Kar jim je zlasti zanimivo, je več stvari. Ena stvar, po kateri sprašujejo, je, kako deluje sistem zaposlovanja invalidov v Sloveniji, se pravi sistem invalidskih kvot v podjetjih, z njimi povezanega sklada in pa kako smo dosegli toliko odlične rezultate, da je pri nas velika večina invalidov zaposlenih. Druga stvar, ki jih zanima, je fundacija, ki danes praznuje 25. obletnico. Tukaj je slovenska specifika ta, da ima naša loterija praktično monopol nad igrami na srečo in da se del denarja iz te dejavnosti steka neposredno pač v roke fundacije, ki ta denar razdeljuje naprej invalidskim in humanitarnim organizacijam. To je enako stvar, ki jo te države, ki se obračajo na nas, želijo posnemati oziroma se jim zdi pač nekaj, kar bi bilo vredno preučiti in postavljati take sisteme doma. Zdaj tretja stvar, o kateri se pogovarjamo, ampak tukaj pa se bomo morali tudi mi učiti od drugih, je pa to, kako povezati sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Dodal je, da je Evropa zanimiv prostor, ker so si države tako zelo različne, vsem pa je skupno iskanje dobrih praks. In poslanstvo FIHA je gotovo eden primerov, ki ga je vredno posnemati.